To je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami Jutro, v tem jutro. najbolj zaljubljenem tednu, tik pred Valentinovo soboto, ko bodo v središču bombonjere, peneča vina, romantične večerje in vroči zaključki pod odejo. Ja, jaz verjamem, da bo kakšno tako ljubezensko presenečenje se zgodilo tudi ob glasbi današnjega gosta, ne? Lepše ne moramo nadaljevati tega tedna ljubezni. Ja, Suska, vse sem ti zrihtu. Z nama je eden in edini Jan Plestenjak. Dobro jutro, Jan. Dobro jutro, čau. Ja, kdaj pa zazvonila budilka? Ob 8 hiter tuš, en kafe, zajtrk sem pa preskočil. Bomo poskrbeli mogoče tudi za to v nadaljevanju. Evo, po kolikšnem času spet na Goriškem? Ja, zdaj pa, koliko časa me ni bilo? Nazadnje mislim, da sem v vhodu novo leto, a je bilo 24, 25, 24. Ja. Je bilo super, je bilo. Suska, si bila tam, je tako? Ja, Je bila žurka? začetek sem bila, pa sem mogla iti domov. No, evo. Nisi zdržala te torture. Otroci. Otroci, mož, vse to, ne? Ja. Ej, smo v tednu ljubezni, se tudi sam pripravljaš na Valentinovo, ga rad praznuješ? Jaz imam ponavadi koncerte okoli Valentinovega. In okoli Valentinovega seveda slavimo ljubezen, tam okoli 8. marca pa slavimo ženske. Ja, res je. Mi revčki pa ostanemo brez nagradne. No, ampak ja, sem v Kranjski gori 14. prav na 14. Tako da svetujem vsem, ki bojo smučali čez dan, da nojo pozabili pancerjev sezut, predno v dvorano stopijo. Wow, torej že čez 2 dni v soboto vsi v Kranjsko goro. Danes pa je debeli četrtek, ne? Kaj pa to pomeni? To pomeni, da se je mastno hrano, se pripravljamo na pust. Velja tudi tu pri tebi. To je vsak moj dan, je debeli četrtek. Ker imam zelo rad mastno hrano in predvsem pri mesu sem nervozen, kadar mesarji obrežejo vso maščobo in nič ne... To pusto, brezvezen mi je to. No. Tako da imam srečo, je tudi moja žena, ki punce ponavadi ne marate masno. Ja, tistega odpršuta. Ona uživa, da se lepo v kotičkih malo mast poteče. In imamo to zelo radi. No. Tako da na Primorskem je malo problem, da preveč mesarji obrežejo maščobe, kar se pa tiče suhih mesnin, se mi pa zdi, da Primorska nima konkurence v Sloveniji. Nima konkurence, ne. Tudi ko je govora o dobrem vinu. To sem pa jaz promotor, ja? Tak tihi, ne plačani. Ne plačani, ampak zdaj ni ura za vino, ponudimo kavo, kakšno kavo piješ? Espresso. VIP jutranji gost, ki je kot naročen na teden ljubezni, ko se ogrevamo za sobotno Valentinovo. Suska, ne spi že ne 3 dni, z nama je Jan Plestenjak. Wow. Ja, evo, Jan. Ampak zanimivo ime imaš ti, Suska. Jaz sem Anja, samo mi rečejo Suska. A to je, to je nickname se reče. To je umetniško, ja. Suska. Ti nisi nikoli bil za umetniško ime, da bi bil, ne veš kaj, sem tukaj hecen ime Jan, lahko si Janko ti kdo reče, Janči. Da ni izpeljanke neke, ki je prekratek ime. Zdaj ne vem, je to sreča. Čeprav v bendu me pa kličejo John, Plestenjak je zdravi. Evo, Jan, v zadnjih tednih je slovenski glasbeni prostor preplavil skrivnosten zvok, ki so mu prisluhnili mnogi znani Slovenci, med njimi tudi Borut Pahor. Kar je bilo videti, je njegovo miganje z glavo, na vrhu je pisalo na polno, vsi smo se spraševali, zakaj gre. In pol tadam, Jan Plestenjak izda novost. A si si sam izbral te zvezdnike, ali so ti jih izbrali v založbi? V založbi. Mislim, založbo sem poklical in sem rekel, tale bi bil fajn, tale. No, ampak so kar igrali skrivnostno igro, niso jim čisto povedali, so morali ugibati, ne? In niso uganali. Kar mi je zelo zanimiv, ker jaz sem v tem stilu že muziko iz Pekla do raja, Sobo 102, in je pa 20 let od tega minil in niso pomislili, da pa to sem lahko jaz, ne. Tako malo smo se pohecali, no. Pa ta rumena očala so neka rdeča nit, ki to v videospotu jih imam tudi. Točno to, ja. No, tako da... Drugače so pa ta očala za ponoč voziti zelo dobro, ker dobro vidiš. A res? Rumeni špegli, ja. To so tudi piloti velikrat imeli ali pa vozniki avtov pa tako. Torej si šel prav res na polno v ta projekt, večerni kadri, da boš boljš videl. Ja, veš, ker smo nočne ptice, da vidimo, kaj se dogaja okoli. Ja, čeprav včasih je boljš ne videti preveč. V 14 dneh skoraj 700 000 ogledov, to je hit.
To je verjetno hitno, se jaz ne vem več, kaj je hit, ker je toliko let in toliko minil. Ljudje so navdušeni, odziv je krasen. Zdaj pa postal je čas, kjer je ogromen in teh omrežij in Instagram in vse, in TikTok in Facebook. In je toliko razpršena pozornost, da po moje ni več čas, tudi na svetu vidim, da bi se zgodil hit, kot cela država zadiha z nečema. Ne? Te časi se mi zdi, so mimo. Mogoče se jo kdaj vrnili, je pa krasen odziv, da toliko ljudi sploh zanima pogledati. Problem je, da sploh pozornost vzbudiš, da nekdo gre poslušati in reče, a mu je všeč ali ne. Ker je toliko informacij vsak dan imamo na telefonih. Ne. Smo bombardirani. In če nočeš biti zdaj lik zadnji klovn, da boš za vsako ceno pozornost lovil, kar je stres pri svojih 53, boh mal, ni vkusno, da bi bil. Ne. Potem nekako težje mogoče pozornost vzbudiš, ampak po drugi strani pa ne zgubiš samega sebe, ker za vsak klik se prodati, kdo si in kaj si in za čem stojiš, pa tudi na dolgi rok nima smisla. Ne. Ja, zdaj, z ritmi se vračaš v 80-ta. Kje je bil Jan Plestenjak v 80-ih? En bošček sem bil jaz, fantek sem bil star, se prav leta 87 let, se prav pa 17, se prav to je neko odraščanje, neka puberteta, začele so me punce zanimati, nisem bil uspešen. Hecen čas je bil to. Predvsem je bil pa čas brez telefonov, ko si še za prvi randi se zmeniti pri 16-17 čakal pri telefonu, bo zazvonil telefon, 2-3 ure si sedel in bil nestrpen. Zdaj teh momentov sploh več ni. Celo kakšno pismo se je napisal kdaj, ne? Ja, si predstavljaš namesto SMS-a pismo. Kaj recimo Jan takrat delal najbolj na polno? Na polno sem vadil kitaro, ker sem bil že takrat v Jugoslaviji 3-krat prvak klasične kitare, kot mulček. In to je bilo zame kar orang disciplina. Moja žena je športnica, je bila v tenisu 111 na svetu in tukaj se zelo strinjava, smo navajena že v rani mladosti, da smo imela orang disciplino. 4-5 ur na dan, vsak dan. In nisi smel zamuditi, jaz vaje kitare, ona tenisa, ampak to ti nekaj pusti v življenju, mogoče malo večjo odgovornost do življenja. Jan, glede na to, da si sveže poročen, si že uspeš najti pravilen odgovor na vsako ženino vprašanje? A obstaja tak frajer? Jaz nisem. Nisem še videla. Ja, tudi tvoj ne, Suska. Tudi tvoj ni. No, zdaj pa Susko preverila, kako dobro najdeš odgovore na določena vprašanja, ampak tukaj je rahel zaplet, Suska. Ja, jaz sem pripravila par vprašanj, ti pa lahko odgovoriš samo z naslovi svojih skladb. Aha. Razume? Ja. Moram biti diplomatski pol tudi, ne? Ker je ženska duša hitro lahko ranjena, ne? Ja, ampak sva tudi pripravila eno pomoč, zato da bo šlo hitreje. Lahko pretirano, mislim, izbiraš svoje, malo mešaš. Svoje, da ja. Ok. Kako si danes, čisto iskreno? Ne bom ti lagal. Torej, vsi odgovori so resnični. Ker je jutro. Dobro. Kako se je končala večina tvojih zvez? Čak, zdaj moram pa... Bože mili. Večina mojih zvez se je končala... Zdajle grem klele čez... Končala se je na polno, ker jih nisem obdržal naprej, ne? Ok. Kako bi pa opisal svojo poroko? Dan ljubezni, ni sicer na spisku tukaj gor. Takoj, z prve. Kaj bi rekel svoji Tadeji, ko skuha preslano kosilo? V naju še verjamem. Bo še možnosti, da ne bo preslano, ne? Kaj si rečeš, ko pristaneš, ne vem, na avtocesti v gužvi? Vse bo. Vse bo. Kaj se zgodi po tretjem kozarcu?
Mogoče po tretjem kozarcu delam se. Ok, ja, dobro. Kakšen bi bil naslov tvojega filma? Iz pekla do raja. Dobro, bravo. Kaj sledi danes večer? To bi rekel zdaj recimo po 20 letih zakona, recimo, bi rekel stara dobra. Stara dobra. Kje boš pa praznoval Valentinovo? Ja, kje v sobi 102? Bravo, tako je ti, pravi odgovor. V nadaljevanju te čakajo verjetno najtežje vprašanja na svetu. Zate jih ima 10-letna Leja, ki rada zasliši naše vipovce. In če si pripravljen, greva lahko kar na prvo vprašanje. Dajmo. Tole sprašuje. Živjo, Jan. Se ti je kdaj med nastopom zgodilo, da si nekaj zalomil, pa si tako dobro prikril, da tega nihče ni opazil? Ja, draga Leja, to se pa zgodi skoraj vsak koncert, jaz zalomam. V glavnem pozabim kakšno besedilo in imam to srečo, da potem dam mikrofon ljudem in da so toliko znane pesmi, da jih pojejo in potem se jaz spomnim. Se je pa tudi zgodilo, da sem že kdaj priredil besedilo in ne vem, kako moji možgani so v 2 sekundah najdel rimo, ampak so jo. So jo. Evo, gremo na naslednje vprašanje. Ko me učiteljica v šoli vpraša, imam tremo. Kako pa ti odpraviš tremo, ko jo imaš? Ja, ker sem bil majhen, ker sem bil star to, kot si ti, ali pa še mlajši, 5 let, 6 let. Sem imel tako tremo pred prvimi nastopi kot kitarist, da en dan prej nisem mogel spati in sem se toliko tresel na nastopih, da se ponavadi nisem mogel odigrati in sem sred pesmi vstal in se priklonil in šel in seveda so starši ploskali, ker so bili prijazni do mene. In še zadnje vprašanje. Kako bi lahko jaz postala tako slavna kot ti? Ni pomembno, da si slavna, pomembno je, kaj znaš, kaj te zanima, da imaš neko veselje do stvari, ki te zanimajo in da si predana temu in če boš v tem res dobra, pride slava sama po sebi. Kakšno pa je življenje slavne osebe v Sloveniji? Te ljudje ustavijo na vsakem koraku. Ja, seveda. Pošleš koga drugega v trgovino. Najbolj smešna situacija, itak posod je nekaj, ne? Ampak najbolj smešna situacija je bila samo eno nesrečo, ki sem spinning kolo gonil mnogo let, ustoje in je en pedal se zlomil in mi je odprl praktično 40 cm noge in sem imel 25 šivov in jaz vas krval, pridem na urgenco v Izoli, čakamo kirurga in vas prepoten še od kolesa, nervozen, krval in reče sestra, ma jaz bi en selfie. In pa jaz rečem, ne, jaz pa ne bi selfija zdale. Ma jaz hočem, se rekel, ma jaz nočem. Se rekel, no počak, da tole operiramo, pa bomo. Res sploh ni bilo važno to. Ne, ona hoče selfie, tako. Dobro jutro, dober dan, Sandi in Suska sva z vami, z nama pa današnji posebni gost, ki je kot naročen v tednu ljubezni, ko se ogrevamo za sobotno Valentinovo. To je seveda lomile ženskih src, najbolj zaželen zet vsake tašče, Jan Plestenjan. Jan Plestenjak. To so pa moje rime. Sem vesel, zato se ne strinjam z unim znakom. To je en drug tip, ta Jan Plestenjak. En drug, ja. Jan, dobro jutro še enkrat. Tvoja tašča, si zadovoljen s svojo taščo? Zelo in se imamo radi. Je pa pri meni tako, da jaz bolj gravitiram generacijsko staršem od žene kot k njej, ne? Tako da imamo iste debate. Se poznaš že, da si se poročil, si osvojil ta potrditveni stavek, da, draga? Tu ti gre. Ne vem, kako je. Ne? Jaz rečem ponovadi, ok, v redu. To je pri meni, ok, v redu. Pa pol izpelješ, ali? Ne izpeljem, samo takrat, ko so pripombe, rečeš, ok, vse v redu. Si misliš svoje. Gremo dalje. Jan, pred 8 je zazvonila budilka. Moram jaz rad imeti tole Novo Gorico, to je noro. Ja, sicer v tvojem najnovejšem videospotu za skladbo Na polno, pa ob koncu videospota vidimo še eno znano osebnost. Ja. Kdo je to? Moj dober prijatelj Lado Bizovičar. Aha.
Kako to, da se je znašel lih v kadru? Jaz sem rekel, da bo še malo več ljudi zanimal video spot in muzika, da se je pojavil v videu, naredil en joke na koncu in je bil za in sem zelo vesel. No, evo, in Lado je zdaj le z nami. Lado, a verjameš, da je Jan Plestenjak ob tej uri z nami? To, da je Jan zdaj tam z vami v živo, Ja. je približno tako, kot je vsak božiček pri meni v dnevni sobi. Evo, očitno smo nek fenomen. Mimogrede, kakšen profil moškega moraš biti, da v avtu na ves glas poslušaš Jana Plestenjaka, tako kot si ti to počel v videospotu? Brigajte zate, kot prvo, zakaj bi jaz to vedel? Noben ni še dokazal, da sem potencialno to slučajno jaz počel. Domnevam, da je Jana ful lepš poslušati, ko žene ali punce ne prepeleš njegov koncert, kjer se moraš pretvarjati, da ti Janova muska ni kul. Tako. Oba sta tudi na sveže poročena. Imaš kak nasvet kot prijatelj za prijatelja za uspešen zakon? Nimam nasveta, Jan je že naredil svojo napako, katero pa nisem pravočasno opozoril. Nisi Ja, evo, ker dobro poznaš Jana. Kakšen je Jan, ko je zaljubljen? Zelo naporen. Kot mi je pošiljal rože, bombonjere, sporočila mi je puščal na telefonu. Tako da, mislim, nočete, da je Jan zaljubljen vas. Ja, nočno. Bravo, Lado! Čakaj, torej komad na polno, kaj je napisal zate? In spet, nič ne bom potrdil. To so vse samo domneve. Komu si napisal komad na polno? Kateri? Vsem ljudem, ki se mi zdi, da je treba živeti na polno, da drugače je brez barv življenje. No, in kaj ti gre pri Janu najbolj na živce, Lado, še čisto za konec? Na živce mi gre, da imam občutek, da Jana, kolegi v industriji ali pa tudi njegovi oboževalci in oboževalke ne poznajo tako, ker bi si želel, da bi ga poznali. Jan je v zasebnih momentih izjemen sogovornik, duhovit, razgledan, z njim se lahko pogovarjaš od literature do umetnosti, o glasbi, o spolnih boleznih, o čemer češ. Lepo bi bilo, da bi folk Jana poznal še malo bolj. No. Kralj. Hvala, Ladek. Kaj gre pa tebi najbolj na živce pri Janu? Pri Ladotu. Ali pa pri Janu? Pri meni. Meni gre na živce, ker preveč sem perfekcionist in sam sebe zajebavam skozi in nisem zadovoljen s tem, kar naredim in mislim, da je zmeraj lahko boljš. Pri Ladotu me pa nič ne moti, ker je pravzaprav ga izjemno cenim, zato ker je isto prgarov ta svoj uspeh kot jaz in je profesionalc in mislim, da ima on isto bolezen kot jaz v tistih, sem prej govoril, ne govorimo o spolnih, govorimo o tem, da hoče, da je vse res dobro narejen in mi smo malo sužni lastni sebe. Jan, evo, prihodnji teden bo pustno obarvan, se boš kaj našemil? Ne bom, v bistvu stalno mi je malo bilo narodno se našemt, pa je pa prišlo eno obdobje, da sem rekel, mogoče, če se bom našemil, pa res noben ne vedel, kdo sem in bo to en poseben občutek. Sam, takrat, ko sem do tega prišel, se mi pa ni več dal gužvati, tako da se ne našemam. Kot otrok recimo? Takrat pa ja, takrat sem se z bratom še pokojnim sva hodila po Škofji Lok, ampak takrat je bilo drugače, nismo mogli niti maske kupiti, niti, ne, to so bili drugi časi, to je bilo res 80, 82, 81. Tako in boš mogoče tudi na kakem pustovanju, ne vem. Ponavadi, kadar sem, je to igranje, je to koncert. Letos smo bili v Ptuju blizu, v enem ogromnem šotoru, 4000 ljudi, je bil krasen šot. Lepo. Sicer pa pripravljaš tudi turnejo, je že pripravljena, je že v teku, se boš z njo ustavil tudi mogoče v naših primorskih koncih. Vem, da sem na Krasu, po mnogih letih, niti se ne spomnim, na prazniku pršuta in terana v Dutovlah. Še enkrat opozorilo, Jan nima rad, da se preveč s pršuta dol maščobe pobere. Ne more biti maščoba, nujno. To te je treba pripraviti, da se lepo stopi. Lepo. Evo, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Vedno z veseljem in pozdrav vsem Primorcem. Tako imamo lepe kraje in vaši so eni najlepših v Sloveniji in po moje se niti ne zavedate, pozabite na to.
No. Tako da ne pozabite, koliko je lepo tukaj. Evo, hvala lepa in hvala, ker je samo za nas zazvonila budilka že pred 8. Ja. Zdaj pa grem nazaj spat. Zdaj pa nazaj spat. Jan Plestenjak je bil v naši družbi. Hvala, čau, Hvala, čau. 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 Makej si šel, Radio Rock.